Živijo, tukaj Valentin, ura je 16 in nadaljujemo z pisanjem. Kaj je pisanje, zakaj je uporabno. In kot pravijo, pero je močnejše od meča. S tem se hoče povedati, kako je pisanje močno, da je veliko močnejše od uporabe neke sile. In zlasti je uporabno pri preobrazbi miselnih vzorcev, pri ozaveščanju tistega, kar nosimo v sebi, ker dokler ne vidimo, kakšni smo v svoji notranjosti, se ne moremo spremeniti. Če hočemo torej postati boljši človek, boljša oseba, moramo najprej sprejeti tisto, kar smo. Najprej videti, kar smo, in se pogledati v vsej celoti, v vseh podrobnostih, še posebej glede tistega, kar smo do zdaj potiskali v svojo podzavest in s čimer se nismo želeli sprijazniti. Torej, pisanje je zelo natančno orodje, z katerim svoje miselne vzorce zmaterializiramo. In glede pisanja je pomembno to, da smo iskreni. Da smo iskreni do samega sebe, da smo povsem brutalno iskreni in da izpišemo čisto vse misli, vse skrite misli, čeprav se jih še kako sramujemo. Čeprav so bili to dogodki v naši preteklosti, ki so mogoče celo zločinska dejanja, najhujša grozodejstva. Vse si moramo predočiti, če želimo te stvari preseči. Seveda, zdaj, ko pišemo stvari, seveda je potrebno upoštevati tudi, kaj se bo zgodilo, če bo to, kar smo napisali, nekdo drug prebral. In zato se uporabljajo različna orodja oziroma različni načini pisanja. En način pisanja je javen način, ko drugi lahko tudi preberejo naše pisanje. To so torej spletni dnevniki. Nekaj so pa bolj zasebna pisanja. Lahko imamo samo za sebe dnevnik ali pa pišemo v sklopu spletnega tečaja DIP oziroma Destiny I Process, Light ali Professional, kjer naše pisanje tudi vidi samo naša mentorica oziroma mentor, in te osebe so zelo zaupanja vredne, za visoko integriteto, in jim lahko zaupamo vse, kar se nam je zgodilo v naši preteklosti. Torej, pomembno je vedeti, da ko pišemo, ko analiziramo svoje miselne vzorce z pomočjo pisanja, da ne bomo razkrili kakšnih podrobnosti o drugih, zaradi katerih bi potem te osebe imele neke negativne posledice, neke težave v življenju, in da tudi samega sebe ne bi izpostavili pred drugimi, v tem smislu, da bi tudi kdo začel nas presojati, obsojati in tudi za nas potem ustvari kakšno neprijetno posledico. Bistveno je torej, da glede na vzorec, ki ga želimo z pisanjem preobraziti, da izberemo primeren način pisanja, primerno okolje, in da pri tem upoštevamo vse vidike in vse posledice tega našega pisanja. Torej, toliko za danes glede teh dimenzij pisanja, značilnosti pisanja. Kmalu pa pridemo še na malo bolj konkretne podrobnosti pisanja. Za danes pa nasvidenje, pa lepo se majte. Čau.